Koliko je tega. Tega le bi zbral. Ali pa ne, čakaj. Kaj pa če bi raj tega? Ja, tale je hud. Sedaj predrek. Še dobro, da mu sodelec rok ni imel toliko težav, pa je točno vedel, kaj hoče in je zbral ta stroj. Značko N. Preden je nabavil svoj novi avto, mi je postavil kup vprašanj, na kateremu nisem znal odgovoriti niti v sanjah, ker pri volanu večinoma vozimo samo nove avte. Zato tudi doskrat ne znamo odgovoriti, kako se obnese recimo 6 let stara Octavia. Bi morali imeti verjetno kakšnih 300 različnih avtov v garaži in 600 zaposlenih, da bi vse to vozili in delili potem izkušnje. Ampak, če neha fantazirati, razmerje med novimi registracijami novih in rabljenih vozil je sicer v zadnjem letu malo padlo in če odštejemo odjavljene avtomobile, je zdaj malo več novih kot rabljenih. Še vedno pa so rabljeni zelo zanimivi in iskani, sploh takšne, ki jih pri nas ni toliko velike, lažje najti v tujini. No, to je pa področje, ki je celo mene zanimalo. Klemen, kje je največja past pri uvozu rabljenega avtomobila iz tujine? Največja past je v tem, da ljudje včasih kupujejo avto bolj z očmi in denarnico, kakor da bi pregledali dejansko vozilo oziroma preverjali zgodovino, kakor je servisna zgodovina, dokumenti, tehnični pregledi in pa šasija vozila. Ok, ampak ti lahko se to pregledaš, ali kako? Seveda. Ok, kako pa izgleda pa sam nakup? Stranke nam prvo povejo, kaj si želijo, kakšen avto, lahko jim ga mi najdemo, lahko ga sami poiščejo, pa nam pošljajo samo oglas. Potem mi vstopimo v stik s prodajalcem, vozilo preverimo. Če je vse v redu, se zmenimo za ceno vozila. Ko se avto plača, ga poberemo, pripeljemo v Slovenijo, zrihtamo birokracijo, dokumentacijo in v nekaj dneh je avto pol že pripravljen za registracijo oziroma prevzem. Ti pol svetuješ, da si stranka sama plača? Če ima svoje sredstva in je na avtu možno še vedno odbijati DDV, potem ja, zato ker to pomeni, recimo v Nemčiji je 19% davek, pri nas je pa 22%. To pomeni, da 3% na davčno osnovo prišpara. Koliko časa pa traja pol vse skupaj? Povprečno traja od plačila do tega, da je avto na cesti v Sloveniji 7 do 10 delovnih dni. Aha, to je pa hitreje, kot če grem po novo avto, če ni na zalogi. Včasih, ja. Aha, to je zanimivo. Ok, jaz sem recimo zelo nezaupljiv do teh raznih preprodajalcev, ne, in pa rajš ponavadi kupam kar novo, ne, ampak recimo, da se za to odločim, ker iščem nek poseben avto, kako se lahko pa najbolj zaščitim pol? Najbolj se lahko zaščitiš, da ne greš samo to, če ne veš točno, kaj delaš, pa najdeš pomoč enega profesionalca, zato ker bo on veliko hitreje opazil te neke rdeče alarme, kakor bi jih ti. Drugače, če greš pa gledat, recimo na mobile, ki je največji marketplace za rabljena vozila v Evropi, prva stvar, ki jo lahko pogledaš, je cena. Ne? Tukaj recimo pri tem vozilu je cena zelo dobra, ni pa predobra, ker če bi bila predobra, bi bilo klele nov rating in bi pomenili, da gre najverjetneje za prevaro. Druga stvar, pogledava malo slike. Tukaj vidiva, da gre dejansko za prodajalce, če pogledajo parking, okolico in vse nekako drži. Potem tretja stvar, kar je zelo pomembno, je tlele piše accident free, kar pomeni, da ima avto certifikat nekaramboliranosti, kar vnaša neko dodatno mirnost. Če tega tukaj ne bi bilo, lahko pomeni, da je bil avto v preteklosti poškodovan in je treba preveriti, kaj se je v bistvu tukaj dogajalo. Zdaj pa najbolj pomembna stvar tukaj je, da se preveri prodajalca. Tukaj kaže, da ima kar dobre ocene na mobile, torej 4,7 od 5,0, 132 mnenj, kar je tudi kar velik, pa 13 let je že prisoten na mobile, kar dodatno težo vnaša tem mnenjem. Zdaj pa, to še ni vse. Če midva skopirava njegovo ime pa naslov, vnesava to v Google, najdeva še njegov poslovni profil, ki ima pa še večjo težo kot mobile. Zakaj? Zato, ker tukaj lahko dajo mnenje čisto vsi, ki so imeli opravka z njim, recimo na mobile pa samo tisti, ki jim je dejansko prodajalec poslal mnenje oziroma vabilo za mnenje. Aha. Tako. Aha, ok, in s tem ti pa dejansko tudi njega lahko direkt preveriš, ne?
ostale stvari pa itek še ti pol preveriš. Ja, seveda, to je pač neka osnova, ko gledaš vozila na oglasu, da lahko nekako zožeš nabor vozil, ker jih je pač res veliko. Ja, in pol jaz recimo lahko tukaj zberem par teh vozil, naredim pač to poizvedbo, kar si rekel, potem grem pa lahko naprej pač v to, da te pošljem vse te linke, pa ti naprej. Tako. Aha, okay. No, Rok je sam najdel svoj avto na spletu, nahaja se v Nemčiji in ko se je odločil zanje, trajalo 10 dni, da ga je dobil v roke, pa da mi je lahko pošiljal fotke, kako ima on boljši avto od mojega Jugata. Se še mlad pa ne ve, o čem govori, ampak si tudi tak kar v redu. Sicer je meni bolj všeč ta kratek, z odsekanim zadkom, je pa dobil zraven še certifikat o nekaramboliranosti, da je lahko mirno spal. Po kateremu modelu je pa največ povpraševanja? Največ povpraševanja po nemških znamkah, torej Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes. Če bi pa mogel točno določen model zbrati, je pa definitivno Volkswagen Tiguan. Tiguan? Aha, kaj pa leta, koliko so stari ti avti? Povprečna starost vozil se giblje med 3 in 5 let. Ok, starih pa ne moreš ali lahko? Ne, tudi oldtimerjev vozimo karkoli, samo da se stranki splača, pa da je varno za stranko. Povprečno pa, kakor pravim, od 3 do 5 let. Eno malo provokativno vprašanje, električne tudi, ki uvozite? Tudi električni se uvažajo, povpraševanje je, ampak je pa zelo odvisno, če avto izpolnjuje pogoje za subvencije. Ker če avto ne izpolnjuje teh pogojev, pa se stranka ne bo odločila. Tako da se mi zdi, da Slovenci še vedno iščejo bolj ugodnosti pri električnih avtih, kot sam električen avto. In bi rekel, da smo Slovenci po večini še vedno kar dizel narod. Super, ampak ti omenjaš subvencije, kaj ti lahko tudi za električnega rabljenega dobi subvencija? Seveda. Je pa tako, da se je zdaj malo spremenilo. Od 8. avgusta naprej so zaprli prejšnji poziv na borznu. Včasih je avto mogel biti prva registracija po 1. novembru 2021, zdaj so pa v bistvu dali tako, da avto ne sme biti več kot 36 mesecev star, torej ne več kot 3 leta. Aha, pa lahko dobiš, verjetno lahko tudi tazga, dobiš iz tujine, ampak je malo manjša ponudba pol, ali ne? Ja, mislim, malo bolj zoža izbor, ampak še vedno teh avtov je v tujini veliko, sploh Nizozemska, recimo en tak primer, kjer je veliko električnih vozil. Sam je pa subvencija bistveno nižja? Je pa nižja subvencija, ni to kakor za novega, pa spet je odvisen, koliko je vrednost vozila, tako da je v bistvu neka lestvica. Jaz dostikrat pravim, da tudi pri novem avtu ne moreš biti 100% prepričan, da bo vse tip-top, ker to pri testnih avtih včasih kaj crkne, vse škripa, pa so avti novi. Zato se moraš pa rabljenem še toliko bolj pazljivo lotiti, kateri model izbereš, pa na kakšen način se tega lotiš, pa bo veliko manj možnosti za napake. In zato sem se jaz odločil za Pontiac Aztek, s tem zika ne bo nič narobe.